Spoštovani gledalci, smo pred ogledom drugega dela potopisno-dokumentarne oddaje o Santiagu de Composteli in o svetem Jakobu. Naša gosta sta ponovno gospod Miroslav Bertoncelj, avtor tega projekta, in gospod Miran Harp, tehnični vodja in realizator projekta. Odločili smo se, da torte svetega Jakoba iz Santiaga ne bomo snedli takoj, ne? Da jo prihranimo še za posnetek v tem drugem delu oddaje. Kaj ste želeli, gospod Bertoncelj, zanimivega povedati o tej torti, ki se očitno da dobiti na ulicah Santiaga de Compostele? No, kot še enkrat dober dan. No, recimo prav torta je lepa simbolika, tisto, kar smo se pri prvem delu pogovarjali, kako je v bistvu ta pot se skomercializirala. Ne? Ko smo mi bila pred 16 leti v Santiagu de Composteli, seveda o kakšnikoli torti ni bilo ne duha, ne sluha, ne? To pa je zdaj menda nekakšna torta a la Santiago, ne? In verjetno, oziroma zagotovo je še podobnih takšnih bolj ali manj skomercializiranih reliktov danes, oziroma artiklov še seveda bistveno več, kot je bilo v današnjem, kot je bilo v takratnem cajtu, ne? Ampak tudi to seveda kaže na to, kako je v bistvu torej to vedno bolj dobičkonosna tudi pot, ne? Pozabila pa se v bistvu na smisel tele poti, ki zagotovo ni v tem pridobivanju denarja, ne? Ampak v bistvu prvotno je tale pot vseeno imela neki bolj duhoven smisel, neki bolj notranji smisel, in to ima v bistvu bolj ali manj tudi še danes, ne. Vendarle pa ta torta, ta kolač, kot mi pravimo, predstavlja oziroma simbolizira nekaj zanimivega, denimo svetega Jakoba. Namreč ta, ki je to torto pripravila, naša gledalka Teja iz Ptuja, mi je povedala, da je zelo preprosto pripraviti to torto, da je recept zelo preprost, tako kot je bil sveti Jakob, ne? Apostol Jakob starejši, eden od učencev Jezusovih in apostolov, preprost človek. Kako to, da ste se vi odločili? Prejle v prvem delu ste mi povedali, da ste celo nagovarjali ljudi, da jih sveti Jakob nagovarja, naj se peš odpravijo na to romarsko pot. No, to je bilo v bistvu najbolj zanimiva zadeva, ne? Najbolj zanimiva zadeva takrat, ko sem omenil, ko sem naletel na tole knjižico, je bilo najbolj zanimivo to, da se je že iz knjižice dalo razbrati, da so se lotili tele poti ljudje v glavnem peš, ne? Da niso šli ne z avtobusom, ne z vlakom, ne vem, s katerikoli drugim javnim prevoznim sredstvom. In to je bila v bistvu, da tako rečem, tista pika na i, zakaj me je še ta pot dodatno bolj zanimala, ne. Torej, zakaj se ljudje v današnjem času, oziroma pač takrat ob koncu 20. stoletja odločijo, da grejo peš. Torej, prva zadeva, kar sem tudi že v prvem delu omenil, zakaj nagovarja Jakob ljudi, da grejo na tole pot. Zakaj je to življenjski cilj, izziv, oziroma ne cilj, izziv za marsikoga. Kot prvo, v osnovi se romarske poti delijo na, da tako rečemo, na čisto kratke in na dolge, ne. In torej Jakobova pot normalno spada med tistimi ta daljše poti, ne. Torej kratke so tiste, ki so včasih ljudje in tudi še danes, ki so tipične, značilne, recimo, ne vem, odprava k neki nedeljski maši, ali pa recimo peš romanje na Brezje in Ptujsko goro. Recimo, nekaj podobnega. Na Svete gori ob Sotli, tja so pogosto romali tako, naši predniki. To, tudi v bistvu danes, tudi te sodobna romanja spadajo tu zraven. Recimo, klasična sodobna romanja, to je tudi, ko se gre v Lourdes, ko se gre v Fatimo, pa čeprav je to seveda zelo, zelo daleč iz Slovenije, ne, ali pa Medžugorje, ko recimo zdaj zelo pomembno, to v vsakem slučaju ne more biti ena dolga romarska pot, ne, ampak je to tudi, če traja 3, 4, 5 dni, ne, dobro, za večino seveda romarjev oziroma božjih potnikov, tudi na to treba seveda poudariti, ne. Tudi to so seveda razlike med božji potniki, ki se odpravljajo v različne romarske cilje, na različne romarske cilje, ne. Torej, to so v vsakem slučaju kratke romarske poti. Ena pot svetega Jakoba,
tudi po Sloveniji, sploh če je peš, je pa seveda tista dolga romarska pot, ki pomeni nekaj, zakaj je življenjski izziv. Zato, da se ti odpraviš od svojega ognjišča, od svojega doma za eno daljše obdobje. Ne, v preteklosti je to bilo več mesecev, lahko je trajalo tudi več let. Danes, seveda, ko skozi nimamo časa, ne, tudi tisti, ki so upokojenci in menda nimajo časa, ne, danes pa je seveda že več tednov za marsikoga velik časovni problem. Ne. In ti si v bistvu na tisti poti, kar je tudi smisel tele poti, v osnovi v bistvu izoliran. Zato, da se enostavno poglobiš vase. To je smisel te poti. Tudi, če ti greš v skupini, tudi to je tisto, kar smo v bistvu mi opazila, tudi, če smo naletela na skupine teh božje potnikov, ne, ki se jim reče na poti svetega Jakoba pilgeri, ne, in nikakor drugače, to niso romari, ne, to kvečemo lahko slovensko rečemo božje potniki, so pa pač pilgeri, ne. Torej, tudi če so bili v skupini, so se zelo radi, recimo, pešačili dele te poti povsem sami. Zato, ker so se lahko sami poglobili vase in to je v bistvu smisel te poti. Mir, ne? Ja, in ta izolacija je v bistvu največji strah ljudi, ne? Zato se marsikdo ne odloči za tole pot, ne? Ker ga je strah te izolacije. Miran, si imel čas na tej poti, kljub vsem tehničnim stvarem, ki si jih moral opraviti. Se poglobiti tudi vase. Absolutno. Mislim, da je bila to, pa sem bil kar precej okoli že po svetu, tudi snemal kar precej že dokumentarcev, takšnih po low budget varianti, rečemo danes temu. Ampak to je bila ena in mislim, da edina, kjer sem imel tudi res čas za sebe, za svojo duhovnost, za meditacijo. Ravno zato, ker nismo bila vezana na čas. Edini datum, ki je bila ena obveza, je bil 25. julij, da pridemo v Santiago, torej na sam praznik svetega Jakoba, kjer je največja svečanost v Španiji, ker je to obenem tudi njihov državni zavetnik. Takrat pride vsa smetana španska, se pravi od kraljevske družine do politikov in tako dalje, tja. Ampak tako kot je Miran rekel, ni bil to smisel, ampak pokazati tisto dejansko, tisto pač religioznost, tisto duševnost, ki jo takrat tudi Španci znajo pokazati, takrat posebej še, ne. Tako da časa za meditacijo je bilo, ne. Včasih tudi nehote, ne. Ena od takih anekdot sem v enem manjšem kraju eno krasno cerkev snemal od znotraj v špansko-mavrskem stilu, kar je za nas nekaj prav posebej zanimivega. Sahagun, mislim, da se ta kraj imenuje. In tam sem padal noter tako v tisto poglobljeno snemanje, ne, da sem pozabil na uro in ko sem želel iti ven, so bila ta železna vrata zaprta, zaklenjena, ne, ker pač Španci, kot vsi južni narodi, imajo svojo siesta čas, ne, čas za siesto, se pravi za počitek. In ta gospod, ki je tam pač to imel ključe prek, verjetno me ni slišal, ker jaz nisem nekaj bil glasen, ne, jaz sem tam za sebe pač snemal te oltarje, kipe. In sem pač ostal noter, ne, kar je bilo pa posebej dobro tudi potem zato, da sem lahko imel ta čas za svojo duševno meditacijo, pa še na hladnem sem bil, za razliko od kolega Miroslava, ki je razuraj na soncu. Več ur. Ja, več ur, ne. Vse smo potem nekako to rešili. Ampak kaj hočem bistvo povedati, ravno ti kraji, z vso to svojo zgodovinsko, umetnostno kulturo, z vsemi temi cerkvami, ki so ohranjeni tam res od predromanike pa do današnjega časa, je več kot dovolj časa za meditacijo. Je pa izjemno veliko tudi stvari, ki so povezane z legendami v teh mestih do Santiago de Compostela. Zelo me je nagovorilo, ko sem si ogledal ta dokumentarec v nekem svetišču, imajo celo kurnik in v njem živo kokoš in petelina, ne? Po neki legendi. Tako je. No, ampak da se vrnem še nazaj, v bistvu tole, ko sem omenil te različne božje potnike, ne? Torej, v bistvu imate 3
najpomembnejše krščanske romarske cilje. Ta glavni in ta prvi je seveda Jeruzalem. Ne. Drugi je Rim. Drugi je Rim in potem tako je že Santiago de Compostela. Naj omenim, da ravno letos, v začetku leta, ko je spet ta časovnica, kateri se skozi vrača, ko sem obiskal v Siriji slavni trdnjavo Krak de Chevalier, naletel na enega v bistvu pilgerja, ki je bil pa hkrati tudi romar in hkrati seveda tudi palmer. Imel je Jakobovo školjko, prihajal je iz Francije in je v bistvu šel tudi skozi Slovenijo na poti v Jeruzalem. In ker je bil na poti v Jeruzalem, je bil v bistvu palmer. Za voljo palmove vejice pravimo torej božje potnikom, kar je edini pravilni slovenski izraz za božje potnike, ne, je pač palmer. Tisti, ki gre v Rim, ker je italijansko Roma, je romar, ne, in tisti, ki gre v Compostelo, je pilger. Ne. Izhaja tudi iz latinskega izraza za božji potnik, ta izraz pilger. In nemški izraz, ne? Je sicer nemški izraz za božje potnike, ampak označuje prvenstveno tiste, ki grejo na pot v Santiago de Compostelo. Zato je tudi, da se vidi razlika med vsemi ostalimi božje potniki, je zelo koristno, da se pač uporablja tale izraz pilger, da se vidi, tale hodi po poti svetega Jakoba. Kam se nekdo namenja. In kot ste sami že prej omenili, torej tukaj na teh poteh imate seveda ogromno raznoraznih legend. Ena je ravno o tem kokoški in petelinu, ne. In tu se spet vidi ravno pri tej legendi, kako so v bistvu vsi ti evropski narodi med sabo povezani. Tako v tej oddaji, kot tudi v teh svojih člankih, sem v bistvu sicer izhajal iz te legende v tem kraju Santo Domingo de la Calzada, ampak sem recimo omenil, da imate torej fresko, praktično identične legende, ne, tudi pri nas, in sicer v Božescah, torej blizu Blejskega jezera. Ne. Seveda, mi smo pač to legendo poslovenili, češ da se to pač dogajalo v Sloveniji, ne, pač tam nekje, ne, v bližini, ne. Seveda pa ta legenda pač izhaja, ki jo poznajo praktično vsi evropski narodi, torej ne samo Španci, in se pojavlja praktično po celotnem evropskem prostoru, ne. Seveda pač izhaja iz Santo Dominga de la Calzada. In zato, ker se bi pač naj to dogajalo, karkoli pač se tam je, torej čisto na kratko povedano, en sodnik je po nedolžnosti obsodil enega mladeniča, ki je menda prihajal iz Nemčije, da je ukradel pač neko srebrno posodo, ne, kar on v bistvu ni storil, ampak ga je samo zatožila pač neka natakarca, ki je on bil všeč, ona pa njej ne, vse veste, to so potem tiste klasične odnos moški-ženska, ne. In ona ga pač obsodila čisto z nalašč, oziroma mu skrila tole posodo v nahrbtnik, ne. On je, brez da bi se tega zavedal, zgodaj zjutraj, tako kot vsi pilgeri, ne, odšel seveda za svojimi starši skupaj na pot, ne. In ko je že bil on na poti, ga ona prijavila, ne. To je bilo seveda sicer v daljnem srednjem veku, ne, in so seveda potem takratni policaji so se pač odpravili, so ga našli, odpeljali do sodnika in seveda on je takoj njega obsodil na smrt, obesili so ga, starša sta šla potem naprej v Santiago, ne, in ko sta se nazaj grede vrnila, ne, sta prišla pač do mrtvega sina in sta v bistvu ugotovila, da sploh ni mrtev, ne, da je še vedno živ, ker ga je seveda Jakob držal po konci, oziroma po drugih verzah so bili pač tudi drugi svetniki, ne. En izmed teh je bil tudi pač tudi tale sveti Dominik, samo to ni ta sveti Dominik, za katerega vsi mislijo, torej svetih Dominikov je tudi več, ne. No, in so se vesela šla potem do tega sodnika, ne, ki je ravno je jedel takrat kokoško in petelina, ne, in sta rekla, ja, naš sin je pa hvala Bogu ostal živ, ne, kljub temu, da je en mesec visel na teh vislicah, ne, in on je seveda rekel, veste, vaš sin je pa tako živ kot tale kokoška in tale petelin, ki jih bom zdaj ravno kar pojedel. In v tistem trenutku sta se seveda
tako petelin kot kokoška prebudila ne, in odletela za tega krožnika in se pravi, to se je zgodilo v tem kraju Santo Domingo de la Casada in spomin na to legendo imajo v resnici pač noter v tem katedrali, mislim, da je. Pravi katedrali, ne, imate prav kokošnjak z petelinčkom in seveda z kokoškami. In ta legenda ne le tu na tem kraju, ampak tudi sicer po drugih krajih poživi kraj, pa tudi objekt, kaj ne? Sigurno, mi imamo ogromno teh legend, ne, tudi pri nas, torej, ki v bistvu prav izhajajo prav iz te poti svetega Jakoba. Ne. Sicer imate tudi nekatera čaščenja, ki recimo so tipično španska, ne, kajti recimo zakaj je postal med drugim tudi sveti Jakob zavetnik Španije. Ne. On je bil v bistvu v času, ko se je začela ta pot razvijati, torej to je bil tisti čas, ko je bila Španija seveda praktično povsem zasedena z Arabci. Ne. Praktično celotni Pirinejski polotok je bil poln Arabcev, ne, torej muslimanov, nevernikov, ne, in sveti Jakob je postal v bistvu simbol, v bistvu njihov vojskovodja. Zato ga tudi oni častijo kot temu, čemu sem jaz v bistvu rekel viteški sveti Jakob. Ne, kot junaka. Sveti Jakob Matamoros. Ja, sveti Jakob Matamoros, kot oni pravijo, ampak v bistvu težko bi slovenskim vernikom, zdaj če to direktno prevedem, pomeni to seveda sveti Jakob. Ubijalec Mavrov, ne? Ubijalec Mavrov, ne, in to seveda naši verniki bi to malo težko razumeli, kako je lahko ne, en svetnik, en apostol, kako je lahko v bistvu ubijalec. Ne, ampak to je v bistvu v Španiji čisto nekaj normalnega. Zato sem jaz v bistvu tudi skoval to drugačno, oziroma se je krstil kot v bistvu viteški sveti Jakob, ker to je tudi v bistvu na koncu tudi resnično bil vsaj v simboliki. Ne. In mi da smo tudi recimo obiskala prav kraj Klaviho, ne, ker se je pač pojavil kot tale viteški sveti Jakob in od tod izhaja prav tudi tale simbolika svetega Jakoba z križa kot meč. Kot meča. Koliko osebne vere je potrebno imeti, da se odločiš za tak projekt, da ustvariš takšno delo, kot ste ga videla v tem potopisno-dokumentarnem delu? Zagotovo moraš imeti v bistvu veliko željo po neki duhovnosti. Ne? Zagotovo moraš imeti interes do podobne takšne tematike. Ne? Če tega ni, torej nekakšen, verjetno kakšen ateist, zagotovo takšnih oddaj ne bi mogel delati. Ne? Čeprav moram tudi to povedati, na teh poteh, ker so pač vsi ti motivi, zakaj se ljudje odpravijo na te poti zelo različni, ne? Lahko vseeno, in tu se mi zdi, da je to pozitivna stran te poti, ne? Da ni več samo verska pot, da je to res evropska pot, ki povezuje ljudi različnih religij. Ne? To mislim, da je zelo velik poudarek, da to ni samo krščanska pot. Ne? Oziroma, da je to pot različnih krščanskih veroizpovedi, tako rečem. Prav to, kar pravite sedaj, je razvidno tudi iz raznih drugih potopisov z te poti k svetemu Jakobu, da tudi na nek način ljudje, ki se deklarirajo za neverne, na tej poti doživljajo nekaj posebnega, da izžarevajo neko posebno, da ne rečem pozitivno energijo, ampak nekaj dobrega, nekaj drugačnega, kot se izžareva v vsakdanjem življenju v tem svetu. No, to je ravno v bistvu tudi ravno smisel te poti. Ne, in zato sem ravno omenil tudi nevernike. Ali pa pač drugače verujoče. Ne. Ravno zato se ljudje v bistvu odpravijo na tole pot, ker nekaj iščejo. Ne, v bistvu, da smo ravno v tej današnji fazi človeškega in družbenega razvoja, če pogledamo naokrog, ravno vidimo, da ta materialistična družba, sploh za tem tipičnim potrošniškim kapitalističnim pohlepom, ki ga danes doživljamo, ne, že pred 16 leti zašla v krizo. Vse tole krizo, ki jo danes imamo, to ni kriza za voljo samo teh borznih posrednikov. Ne. To je
materialistične krize, ki traja desetletja. Kriza vrednot, ne? Točno tako, kriza vrednot. Ker se nam čas počasi izteka, pa vendar rad bi vaju vprašal še, kaj mislite, glede na to, da sta nekako začutila duha te poti in svetega Jakoba, sam še nisem bil v Komposteli, o tem težko govorim, kaj pomeni, da število romarjev tako skokovito narašča v zadnjih letih po tej romarski poti, da se ljudje večinoma peš odpravljajo na to pot iz raznih koncev sveta, tudi po 800, 1500 km daleč in tako. Mogoče ravno to, pardon, da se jaz malo vmešam, ravno to, kar je prej kolega Bertoncelj rekel, ne? Ta dolga pot, ta samotni del pohoda dejansko, kjer se res lahko prepustiš svojim občutkom, svojim mislim, se poglobiš dosti bolj kot rečemo, ne? Tu sem prej želel nekaj samo dodati, Rim je še vedno najbolj aktualen, jasno tudi najbolj obiskan, ampak vsi vemo, tja se več ne roma peš, ne? Čeprav se je skozi cel srednji vek tudi tja romalo peš, ne? Ali pa seveda bogataši z konji, ampak kaj je bistvo? Tu je še pa vedno poudarek na pešhoji, eventualno s kolesom, ne pa z avtomobilom, avtobusi in podobnimi prevoznimi sredstvi. In za takšno pot je treba imeti to, kar ima sveti Jakob. Tu je Jakobova palca, ne? V originalu ima T zgoraj, ne? To je njegov prastari znak, ker on je bil obenem prvi patriarh jeruzalemski, ne? To ne smemo pozabiti, zgodnjega krščanstva. Buča na palici. Buča za pit, ne? Za pijačo. Voda mora biti vedno prisotna. Kaj pa tale školjka, ki je tako znamenita in jo ima sveti Jakob celo na glavi, kot pokrivalo na kipu v cerkvi na Ptujski gori? No, ta školjka simbolizira ravno tale morski prihod Jakoba iz Jeruzalema v Španijo, ne? Ampak da se vrnem nazaj na tole vaše vprašanje, v tem je ravno smisel tele poti, ne? Ravno smisel te poti je, da v bistvu zbližuje ljudi, duhovno zbližuje ljudi, poglobljeno. Kajti, kljub temu, recimo, da midva nisma šla peš po tele poti, ne, smo saj malo doživela, to je res neki svet za sebe, da tako rečem. Tu so res vsi ljudje v bistvu isti, nihče se vas zdaj ne vpraša, a ste vi črni ali beli, ali verujete, ne vem, v tega ali onega Boga, ne. Tu se v bistvu vsi vidi, da vsi verujejo v bistvu v istega Boga, oziroma da potrebujejo neko duhovnost, da jih enostavno materialne vrednote, karkoli pač že imajo, jih ne zadovoljijo povsem. Torej, rabijo tudi neki tisti drugi del. In še en zelo pomemben poudarek, kar ne smemo poudariti, ko smo tudi omenili nekatera druga romarska svetišča, torej tukaj je v glavnem posebnost, so v glavnem, da tako rečem, ljudi teh tako imenovanih srednje generacije, ne? Čeprav so prevladovali, čeprav prevladuje mladina, v glavnem pač španska. Ampak tu so tisti ljudje, ki so na nekem križišču svojega življenja, ki so marsikaj dosegli v svojem življenju. So otroke, imajo že odrasle otroke, ki so se že odselili, so naredili poslovno kariero, karkoli pač že, ampak očitno jim to ni bilo zadost. So postali razmišljajoči in iskalci. Tako, no, in bistva, smisla življenja. V tem je smisel te poti, enostavno, da se poglobite vase, in da v bistvu iščete stik z svojim stvarnikom. No, in to je zelo razvidno tudi iz potopisno dokumentarne oddaje, katere drugi del si bodo sedaj naše gledalke in gledalci lahko ogledali, da je namenjena prav iskalcem in razmišljajočim, ne toliko tistim, ki so globoko v svojem prepričanju, v svoji veri, ampak tisti, ki iščejo na široko odprti za resnico. Ne? Hvala lepa, gospod Miroslav Bertoncelj, avtor tega projekta, in gospod Miran Harp, realizator in tehnični vodja projekta, da sta predstavila to našim gledalcem, sedaj že drugič. Torej, hvala tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, in uživajte tudi ob ogledu drugega dela potopisno dokumentarne oddaje, v kateri boste videli verjetno največjo kadilnico na svetu, ki je prav v tej veliki baziliki ali katedrali v Santiagu de Composteli, kjer domujejo posmrtni ostanki apostola
Jakoba starejšega, Jezusovega apostola, in ki jo zanihajo skozi celoten prostor nad romarji, nad pilgerji, kot vi pravite. Samo enkrat letno. Samo enkrat letno. Hvala za pozornost torej in oglejmo si še ta drugi del. Rioja. Čeprav je najmanjša dežela, po kateri teče Camino, je za razumevanje Jakobovega kulta zelo pomembna. V njej je nastala legenda, ki prikazuje svetega Jakoba v novi luči. 23. maja leta 844 je potekala odločilna bitka med kristjani in muslimani pri vasici Clavijo. Mohamedanci so osvojili skoraj ves Iberijski polotok in novo Asturijsko kraljestvo je sprožilo rekonkvisto. Toda krščanska vojska kralja Ramira I. še ni bila dovolj močna, da bi premagala maurskega generala Abderramana II. Poraz bi verjetno bil usoden za kristjane v tem delu Evrope, zato je po legendi priskočil na pomoč sveti Jakob. Z neba je prijahal na belem konju in z mečem pokončal nevernike. Rodil se je mit Santiaga Matamoroa, svetega Jakoba, ubijalca Maurov. Še pri osvajanju Amerike naj bi Špancem pomagal viteški svetnik in jim vlival pogum v brezupnih položajih. Ta oblika čaščenja se je omejila na španski prostor. Drugi evropski narodi niso sprejeli in razumeli ne preveč mile podobe priljubljenega svetnika. Legenda, po kateri je postal sveti Jakob vitez, vojskovodja in zaščitnik Španije. Od te oblike čaščenja je ostalo precej sledov v sakralni umetnosti, saj je viteška podoba svetega Jakoba na slikah, freskah ali v plastiki del kulturne dediščine mnogih krajev v Španiji, še posebej ob njegovi poti v Compostelo. Rioja pa je tudi znana po svojih vinih. Od prestolnice Logrona teče Camino skozi visoko cenjeno vinorodno področje Rioja Alto. Že Logrono je eno samo veliko vinsko mesto in mnogi prav zato spregledajo njegove kulturne znamenitosti. Pa ne samo v prestolnici, v vsakem naselju se najde vinotoč ali trgovina z žlahtno kapljico. Izbira je precejšnja in kupci lahko med močno suho kapljico izberejo med 3 kontroliranimi kvalitetnimi nivoji vina: Crianzo, Reservo in Gran Reservo. Najbolj slavna legenda Jakobove poti je doma v Santa Domingo de la Calzada. Njena zgodba je navduševala srednjeveške umetnike širom Evrope in tudi pri nas pustila sledove v Bodoscah. Legenda pripoveduje o mladeniču, ki ga je ljubosumna dekla obtožila kraje srebrnine in so ga zato obesili. Ko so se njegovi starši vrnili iz Compostele, so ugotovili, da je njun sin še živ. Toda sodnik, ki je obsodil sina, tega tako dolgo ni verjel,
dokler nista oživela pečena kokoš in petelin, ki jih je želel pojesti. Od takrat pravi pregovor Santa Domingo de la Calzada je kraj, kjer kokoška kokodaka še potem, ko je bila pečena. Zato je v čast tej legendi v katedrali postavljen kurnik z živo kokoško in petelinom. Legende so poživitev krajev in objektov ob kaminu. Ljudje so glavni akterji Jakobove božje poti. Brez njih bi bil Camino neskončna zbirka umetnostne zgodovine in legendarni spomin božjega čaščenja prebivalcev srednjega veka. Refugi v San Juanu de Ortega slovi kot najprijaznejše prenočišče. Kdor se to ustavi, ima za seboj vsaj teden dni pešačenja iz Roncevaljasa ali preko 220 km. In kdor je začel pilganje na Somporu, je prehodil dobrih 100 km več. In iz Arla? Iz Arla je do sem že cela večnost. 5 do 6 tednov hoje, skoraj 900 km. Kdor se vozi v udobnem avtomobilu in z njim premaga vse mogoče težave, se nenehno sprašuje, kaj žene ljudi tako daleč po tej vročini. Kako prenašajo na robu 20. stoletja vse te muke in skušnjave? Zakaj svoje počitnice ali dopust izkoriščajo za celodnevno znojenje na 20, 30 ali več kilometrih korakanja na dan? Vsem naporom navkljub iz pilgerjev izžareva neznana pozitivna energija. In zato je dobra volja v refugijih njihova značilnost. Večina pilgerjev si tega razpoloženja tudi sama ne zna razložiti. In pravi, to je Camino, to je Jakobova pot v Kompostelo. To so nova poznanstva, izkušnje in motivi ljudi vseh starosti in iz celega sveta, ki jih nenehno srečujejo na Caminu. Tukaj imajo na razpolago dovolj časa, da se spoznajo in pa zbližajo. We're going to eat all the ice creams at the way to Santiago. Hier ist sehr gute Stimmung. Dieser Tag muss etwa 20 oder 30 Kilometer gehen. Pilgerji živijo v času svojega romanja v svojem svetu. Kdor ne koraka z njimi, ga težko razume. Burgos je največje mesto na Caminu. Nekdanja kastilska prestolnica je kot vsa ostala mesta samo kratka postaja na dolgi poti.
pa vendar se tudi božjepotniki ustavljajo ob mestnih vratih in katedrali, oboje posvečeni Materi Božji. Ali pa pred Caso del Cordón, kjer sta katoliška kralja sprejela Kolumba ob njegovi drugi vrnitvi iz Amerike. Burgos je tudi mesto najslavnejšega španskega junaka, Reconquiste, Rodriga Díaz de Bavarija, bolj znanega kot El Cida. V katedrali je njegova grobnica in bližnja vasica, v kateri je preživel otroštvo, je zdaj poimenovana po njem, Vivar del Cid. Za Burgosom sledi najtežja etapa kamina skozi pusto, dolgočasno in redko naseljeno Tierra de Campos. To je sicer žitnica Španije, vendar je njena monotonija ubijajoča zlasti za pešce. Tierra je dolga planota, za premalo vztrajne božje potnike predolga, saj po njej marširajo dober teden. Nekoč so prav za njo trdili, da lahko na njenih poteh srečaš Boga, ki je prav tako na svoji poti. Toda prav na tem utrujajočem koščku zemlje smo našli edino slovensko sled na kaminu. V kroniki kastilskih kraljev je ohranjen zapis o romanju celjskega grofa Ulriha II. V Kompostelo leta 1430. Na temelju ohranjenih virov je mogoče reči, da je Ulrih II. Imel pred seboj bolj viteške kot verske cilje, da pa so mu bili pred očmi vendarle tudi religiozni motivi. Kot omenja španska kronika, ga je na poti spremljalo 60 konjenikov in več drugih spremljevalcev. Tako je celotna skupina štela več kot 100 ljudi. Temu primerna pa je bila tudi cena romanja, 37.000 zlatnikov. Romanje je trajalo okoli pol leta.
Samo cerkev iz 12. stoletja je preostala priča srečanja kastilskega kralja Juana II. In celjskega grofa Ulrika II. Leta 1430 v Amusku, pozabljeni podeželski vasici. V nasprotju s pusto naravo pa je človeška roka v naseljih Tierra da Campos zapustila najlepše bisere romanike. Na tukajšnjem odseku kamina ima vsak kraj kakšno romansko dragocenost. V mestu Fromista slovi Iglesia de San Martin za najčistejši primer romanike na španskih tleh. V mestu Carriono de los Condes je nad zahodnim portalom Iglesie de Santiago najbolj cenjen visoki relief romanske umetnosti, sredi katerega kraljuje čudovita figura odrešenika Jezusa Kristusa. Mesto opečne romanike ali Mudéjar stil je Sahagún. Stil je poimenovan po potomcih Maurov, ki so po rekonkvisti ostali v Španiji. Umetniško navdihnjeni, med njimi so zlili orientalske elemente v evropske umetniške stile. San Tirso v Sahagúnu spada med tipične primere Mudéjara. Še posebej stolp nad prezbiterjem, obdanim značilnimi slepimi oboki. Vrhunec španske romanike pa predstavlja Real Bazilika de San Isidoro v Leonu z najlepšo romansko poslikavo v Španiji na obokanem stropu Panteona Real kraljevega mavzoleja. Leon je eno redkih mest na kaminu, v katerem lahko obiskovalec najde umetnine iz vseh epoh kompostelskih romanj. Tako je o baziliki še impozantna katedrala Santa Maria de Regla, iznajdljiv primer francoske gotike na španskem ozemlju z gigantskimi okni. 130 oken in 3 velike rozete, skupno površino 1800 kvadratnih metrov, so krive, da obiskovalce naslednji dan boli vrat, ker se jih niso mogli nagledati. Iz tipičnega okvira pilgerskih objektov izstopa Monasterio de San Marcos v renesančno-baročnem stilu. Tu je bil nekoč sedež Santiagovega viteškega reda. Impozantna glavna fasada zavzema vso zahodno stran Markovega trga in je polna simbolov njegovega čaščenja. Ob vznožju fasade je na skrajnem južnem robu kamnita plošča s simbolom viteškega reda Jakobovim mečem v obliki križa. Nad glavnim vhodom pa nastopa bojeviti vitez, sveti Jakob na konju in pod njim nevirni grešniki. Veličasten kompleks je danes spremenjen v luksuzni hotel s cerkvijo in zelo bogatim muzejem sakralne umetnosti. Po napornem pilgerskem delovniku je počitek v naslednjem refugiju več kot zaželjen. Refugiji so namenjeni izključno pilgerjem, pešcem ali kolesarjem. S pilgerskim potnim listom, Credencialom del Peregrino, Jakobovi božjepotniki v refugijih potrjujejo svoje pilgerske namene. Refugiji so za njih brezplačni. To niso hoteli, temveč skromna počivališča. Pa vseeno so prostovoljni finančni prispevki njihovim oskrbnikom dobrodošli. Z njimi ne bodo ničesar zaslužili, poravnali pa bodo samo tekoče stroške in morda bo še kaj ostalo za večerjo in popotnico za pilgerje, ki bodo šele prišli.
Zavetišča niso samo počivališča. Po večerji pred spanjem je dovolj časa za pogovor s starimi in novimi prijatelji. Tukaj si lahko najlažje izmenjujejo občutke, spoznanja, izkušnje. In kdor bo imel srečo, bo naletel na entuziaste, ki so prehodili skoraj vse Jakobove poti v Evropi. Tako kot Jean Aubert Prior iz samostana Le Mans-Saint-Michel v Franciji. 17krat je že prehodil Camino. Pravi, da je Camino droga. Ko ga enkrat izkusiš, se ga nikoli ne rešiš več. Alors, il est vrai, pour reprendre ce que je disais, qu'il est très important de faire ce chemin à pied. Il est très important de faire ce chemin à pied. Zelo pomembno, da opravimo to pot j'irai même plus loin. Zelo pomembno je, da opravimo to pot peš, ker cilj Sveti Jakob v Komposteli ni najpomembnejši. Res je, da je grob svetnika, da je dejansko prvi apostol, ki se je znašel v Evropi. Ampak ponavljam, kar sem pravkar povedal. Pot je nekaj posebnega. To bo v času romanja spoznal vsak pilger, ko bo sprejel tisto, kar je na poti iskal. Vendar pod enim pogojem. Verjamem, da ni potrebno izzivanje in nenehno iskanje. Treba je tudi poslušati. Treba je sprejeti s ponižnostjo sprejemanja. Karkoli bomo sprejeli. To je tisto, kar smo prišli iskat na to pot. Zato je pomembno umirjeno premikanje vzdolž te pešpoti, kajti to nam daje čas, ki je potreben za, rekel bi, za izstop iz našega življenja posvetnega človeka. Da najdemo nek ritem, nek prostor, ponižnost in seveda sprejetje tistega, kar smo prišli iskat. In zato vedno pravim, najpomembnejša je pot, ne Santiago. Santiago je že več kot 1300 let na enem in istem mestu. Vzamemo si čas, da gremo tja. Toda čas, ki ga porabimo do tja, je veliko bolj pomemben. In če lahko svetujem bodočim romarjem, bi jim rekel, korakajte počasi, glejte okrog sebe in vedno boste prišli dovolj zgodaj do svetega Jakoba. Depuis 1300 ans est toujours à la même place. Nous avons le temps d'y aller, mais le temps que l'on met pour y aller est beaucoup plus important. Et si je peux conseiller les futurs pèlerins, je leur dirais, marchez lentement, regardez autour de vous et vous arriverez toujours assez tôt à Saint-Jacques. Med milijoni romarjev kompostelskih poti seveda ni manjkalo posebnežev, ki so dali Caminu svoj pečat in ovekovečili sebe ter preostale priče svojega junaštva. Tako je zašel v zgodovino tudi most Puente de Orbico. Brez nekega poetskega viteza bi bil še eden od mnogih pilgerskih mostov. Tako pa se je ta vitez odločil, da bo v čast svoje dame mesec dni preko mostu spuščal samo tiste viteze, ki ga bodo premagali v dvoboju. A ker ni bilo nobenega, si je kar precej mož plemiške krvi zmočilo noge v reki Orbico, ko so nadaljevali pot v Kompostelo. V sosednji Astorgi dopolnjuje evropske umetniške stile na Caminu modernistična nadškofijska palača. To je manj znano mojstrsko delo genialnega katalonskega arhitekta Antonija Gaudija. Njegove objekte v Barceloni pozna ves svet in tudi nedokončana katedrala Familia Sagrada je med njimi. Od leta 1965 je v palači Museo de los Caminos posvečen vsem potem, ki imajo v Astorgi stičišče. Že Rimljani so imeli tukaj cesarsko kolonijo Asturica Augusta, v kateri se je križalo kar 6 cest. V srednjem veku se je tukaj na francosko pot priključila srebrna pot, po kateri so v Kompostelo
romali pilgeri iz Portugalske. Še danes lahko pilgeri v Astorgi izbirajo med 3 smermi, ki vodijo v Santiago. Nasproti nadškofijske palače je Marijina katedrala. Graditi so jo pričeli ob koncu 15. stoletja v stilu visoke gotike, a dokončali so jo šele v 18. stoletju. Zato vsebuje njena zunanja podoba in še posebej nakit in interjer v notranjosti številne elemente renesanse in baroka. Za Astorgo po dolgi enolični ravnini Camino znova zaide v sveži gorski svet. Civilizacija je spet daleč. Kdor se na teh 100 kilometrov še ni založil simboli Camina, ima v vasi Rabanal del Camino priložnost, da si izbere spominke v delavnicah originalnih mojstrov. Z Rabanalom se pričenjajo zadnje etape poti, ki nimajo toliko veze s kulturno-zgodovinskimi znamenitostmi, temveč bolj sledovi davno izumrlih človeških skupnosti. Te so nam zapustile skrivnostne poganske sledove in običaje, ki jih niso prevzeli samo domačini, temveč tudi romarji. Na prelazu Puerto de Foncé-Badón je za mnoge pilgerje vrhunec poti. Cruz de Ferro ali železni križ stoji na ogromnem kupu kamenja. Od pradavnine tukaj popotniki po tradiciji odvržejo kamen, ki so ga prinesli iz domovine. Tu je kamenje milijonov, ki se jim je kamen odvalil od srca. Kamenje grehov in odpustkov. Za mnoge zadnja relikvija Jakobove poti. Za številne simbol želja in še bolj gorja, ki so se ga nekateri vsaj tukaj simbolično rešili. V Ponferradi je popotnik soočen z naslednjim skrivnostnim ostankom. Še vedno impozantnim obzidjem nekdanjega mogočnega gradu Templarjev. Verjetno je bil prav tukaj španski sedež tega slavnega viteškega reda križarskega obdobja. V tem času so bili najbolj bogati red krščanskega sveta, ki je imel v posestvi zemljo in nepremičnine po vsej Evropi in v sveti deželi. Kot drugot je tudi na Jakobovi poti bila njihova prvenstvena naloga varovanje poti in skrb za pilgerje. Zato so postavili številne trdnjave in hospice. Še zadnji vzpon in na vrhu je že Galicija. Njena prva vasica na Camino o Cebreiro je tudi najbolj čaščena vasica Galicije.
lepo dekoriran galicijski pilgerski križ opozarja božje potnike na dve zelo čaščeni svetinji apostolove dežele. V vaški zgodnjeromanski cerkvi Santa Maria la Real je sveti gral Galicije. Ob svetem gralu Galicije častijo v cerkvi Marijin kip iz 12. stoletja, ki predstavlja Marijo kot kraljico, devico svetega čudeža Sabreira in zaščitnico gorskega sveta. Ob svetem gralu sta srebrni relikvijski kapsuli dar katoliškega kraljevega para, ki je leta 1486 tukaj prespal, ko je bil na romanju v Compostelo. Z darilom je majestetski par počastil čudeža El Sabreira, za katerega je izvedela vsa takratna Evropa. Vasica nima niti 10 prebivalcev. Da je bila naseljena od vekomaj, pričajo elipsaste hiše keltskega tipa imenovane paločas. Sabreira je Jakobova pot vedno lažja. Še malo in do Compostele se bo odštevala dvomestna kilometraža. Kdor je prispel do sem, nima več objektivnega razloga za obup ali pa odnehanje. Na teh zadnjih kilometrih vzbuja pozornost mesto Porto Marin. Prvič zaradi nenavadne cerkve, ki so jo postavili Ivanovci. Njena podoba kaže, da cerkev ni imela samo bogoslužno funkcijo, temveč tudi obrambno. Drugače pa je značilen primer galicijske romanike, saj tukajšnje skulpture kažejo vpliv mojstra Mateja, ustvarjalca kompostelske katedrale. Po najstarejšem turističnem vodiču na svetu je Camino od Pirinejev pa do Compostele razdeljen na 13 etap. Na zadnji so pilgerji že v zmagoslavnem vzdušju. Sveži španski večeri domačine in obiskovalce te države poživijo. Sproščeno razpoloženje ponavadi traja še dolgo v noč. Monte del Gozo, gora veselja, je zadnja postaja pred Santiagom de Compostelo. Nekoč so pilgerji od veselja, da so premagali vse napore, nanjo tekli. Prvi v skupini, ki je prišel na njen vrh, je dobil naziv kralj pilgerjev. Z vrha namreč pogled prvi seže do zvonikov katedrale v Composteli. Pred kratkim postavljeni monument časti dva obiska papeža Janeza Pavla II., ki je prvi papež, ki je obiskal grob apostola Jakoba Starejšega. Prav tukaj se je leta 1989 srečal s polmilijonsko množico mladine iz celega sveta na 4. svetovnem dnevu mladih. Spomenik pa slavi tudi vse, ki so do zdaj sem priromali peš po eni izmed tradicionalnih poti.
Camino se zaključi na legendarnem polju zvezde. Po njenem latinskem prevodu Campus Stele si nekateri razlagajo ime Compostela. Danes je to polje kamniti osrednji trg Compostele pred veličastno katedralo svetega Jakoba. Rumeno-zlati okraski galicijskega granita so dali ime baročni fasadi in trgu Fašada in Plaza de Obradorio. Za fasado je vrhunsko delo romanike mojstra Mateja, Portico de la Gloria, portal zmagoslavja. Ob vstopu v Božji hram obiskovalci pred njim počastijo svetega Jakoba. Pod največjo skulpturo kamnite simfonije portala, Kristusa odrešenika in druge največje svetega Jakoba Pilgerja se z roko dotaknejo Jezusovega rodovnega debla in s čelom priklonijo do podnožnega kipca. Skoraj 100 metrov je dolga osrednja ladja. Njen epicenter je bleščeča Kapila Major. Nad glavnim oltarjem se sveti Jakob pojavi trikrat, dvakrat kot pilger in visoko na vrhu kot vitez. Po starem običaju gredo verniki za oltarjem do svetega Jakoba, ki sedi na prestolu in ga objamejo. Nakar se po kamnitih stopnicah spustijo pod oltar v kripto k relikvijam apostola. Največ Božje milosti dobijo verniki, ko prestopijo prag svetih vrat ali vrat odpuščanja. Kdor je opravil spoved in obhajilo, je deležen popolnega odpustka. Vrata odpuščanja so odprta samo na sveta leta, ko je Jakobov dan 25. julij na nedeljo. V svetem letu ima Compostela največ obiska. V zadnjem svetem letu so jih našteli preko 6 milijonov. Ob navadnih letih pa je največ obiskovalcev 24. julija, ko je vrhunec enotedenske Jakobove fieste. To je fiesta, kakor jo razume večina Slovencev, fešta in ta traja 24 ur na dan. V času fieste je brez rezervacije nemogoče dobiti posteljo, zato je za mnoge božje potnike programirano spanje, kar v mestnih parkih. Toda to ni vedno prijetno, saj je vreme v Galiciji zelo spremenljivo in je lahko dež vsakdanja pojava. Zato morda ne bi bilo slabo, če bi bila katedrala odprta 24 ur na dan, tako kot v srednjem veku. Takrat so pilgerji prvo noč preživeli v petju in molitvi v Jakobovem Božjem hramu. Uradna maša, posvečena svetemu Jakobu, patronu Španije, je dopoldan 25. julija. Ta dan je nacionalni praznik. Svečane maše se udeležuje tako cerkveni kot državni vrh. V primeru svoje odsotnosti zastopa kralja uradni odposlanec, ponavadi član njegove družine. Maša je ponavadi posvečena kakšnemu aktualnemu dogodku ali pa jubileju. Tako je bila leta 1995 posvečena 500. obletnici Kompostelske univerze. Maša se zaključi z guganjem ogromnega kralja kadil Botafumerija.
Kar nekaj krepkih mož poganja okoli 2 metra veliko kadilo, ki visi na okoli 50-metrski vrvi. Običaj so pričeli leta 1321 iz povsem praktičnih razlogov. S kadilom so blažili neprijetne vonjave človeških mas. Z uradno slovesnostjo v katedrali pa se še zdaleč ne zaključi ljudska veselica na ulicah in pa trgih Kompostele. Od Santiago de Compostele ni daleč do rta Finistere, konec zemlje ali sveta. Na poti do tja je prva postaja Padrón. Po eni izmed legend naj bi tukaj sveti Jakob pridigal in prenočeval, ko je prvič prispel v Španijo kot misionar. In prav tukaj naj bi pristala ladja z njegovim truplom, ki so ga njegovi učenci na skrivaj odpeljali iz Jeruzalema po njegovi mučeniški smrti. Njegov morski prihod simbolizira po njem imenovana Jakobova školjka. Padrón že dolgo ni več povezan z morjem, a morska obala ni daleč. Zelo členovita in zelena je Galicijska obala ob globinah Atlantskega oceana. Tukaj tudi poleti ni tistega letoviškega vrveža, kljub privlačni naravi. Ob njej so najbolj zanimive galicijske posebnosti. Med njimi še posebej oreosi, shrambe za žito ali pa druga živila. Ni galicijske vasi brez oreosov različnih oblik in velikosti. Največji je v kraju Carnota, dolg je celih 35 metrov. V njegovi bližini se v daljavi prvič pojavi rt konec zemlje, Cabo Finistere. Od vekoma je bila Finistera zibelka legend in pravljic. Tu je idealen zaključek kamina, pa čeprav danes silno redki pilgari še poromajo teh 120 in več kilometrov. Tukaj je priložnost za meditacijo in božjo bližino, ali pa za zbrano analizo doživetih izkušenj z Jakobove poti. Tu je samo konec enega romanja in začetek naslednjega.